Vabim dr. Ines Beguš. Dr. Ines Beguš je višja kustodinja v Goriškem muzeju, docentka na Univerzi na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja z ekonomsko zgodovino furlanskega in goriškega prostora v času novega veka. V okviru muzejskega dela pa pokriva različne vsebine za obdobje do vključno začetka 20. stoletja. Je tudi avtorica stalne razstave, ki jo bo sedaj predstavila v okviru svojega referata, in sicer bo govorila o industrijski dediščini Ajdovščine. Ja. Samo ena kratka razlaga, ko sem se prijavljala z referatom na to zborovanje, sem upala, da bojo muzealci naredili še kakšen poseben panel, da si bomo kaj povedali več o razstavnih konceptih. Priključili se med temu panelu, nimam nič proti, sem prav zadovoljna, ampak vseeno tako, da razložim, da tukaj ne bo toliko nekih raziskovalnih vsebin, kot bolj predstavitev razstave in koncepta. Vseeno pa je bilo tukaj precej raziskovalnega dela narejenega, predvsem za starejšo zgodovino, ker namreč o starejši zgodovini, o industrijski dediščini v Ajdovščini je malo napisanega, tisto, kar je tudi bolj nepreverjenega in tako naprej. Tako da, če začnem, Ajdovščina je danes verjetno vsem poznano, da se v bistvu je eno mesto, ki se gospodarsko izjemno razvija. Zdaj tukaj na tej fotografiji sploh še ni videti vse industrije, ki se je razvila v Ajdovščini, tudi prebivalstvo se izjemno širi, nas je že skoraj 20.000 prebivalcev, ne toliko predvsem na račun priseljevcev, ne samo dnevnih, ampak potem tudi stalnih. V preteklosti pa zdaj tukaj delujejo predvsem visokotehnološka podjetja, razvojna podjetja, precej je tudi, še kar nekaj je tudi živilske industrije, malo manj je tekstilne industrije v primerjavi s preteklostjo, in tudi kovinske industrije je še kar nekaj, pa seveda manjših podjetjih in tako naprej. V preteklosti pa je bila Ajdovščina pravzaprav manjši agrarni kraj, ki je očitno postal zelo zanimiv za razvoj industrije, predvsem verjetno načeloma zaradi enega dejavnika, enega od glavnih dejavnikov, in to je bil Hubelj, reka Hubelj, ki je pravzaprav rečica in ni tako zelo dolga reka, ki je pravzaprav je edina reka, ki v Vipavski dolini izvira, v bistvu zbruhne pravzaprav kot hudournik izpod Trnovskega gozda, se potem res spusti s strmim padcem proti dolini, proti Ajdovščini, se potem tam umiri in se izlije v reko Vipavo. In prav ta padec je seveda tudi daje moč in je dajal moč nekoč mlinom, žagam, fužinam, kasneje industrijskim obratom oziroma turbinam, da so lahko izkoriščali njegovo vodno silo. Tukaj v Ajdovščini, še nekaj o razstavi. Hubelj je imel poleg te vloge imel še eno vlogo, in sicer mejne reke med Goriško in Kranjsko, ampak zdaj tukaj ni tako zelo ključno. In zdaj sama predstavitev, zasnova, ideja razstave temelji na 13 postajah oziroma lokacijah, kjer so delovali včasih ali pa še delujejo posamezni industrijski obrati, in sicer sežemo tja nekje od 16. stoletja, ko so začele delovati fužine v Ajdovščini, do 20. stoletja, oziroma še danes. Vsaka postaja je označena s tablo, na kateri so osnovne informacije o nekem objektu, in potem do razširjenih vsebin se potem lahko dostopa preko QR kode na tablah, kar bom tudi še kasneje pokazala. Ideja za ta koncept izvira pravzaprav iz želje domačinov, da se nekaj o tem industrijski dediščini razišče in prikaže. Ajdovščina je sicer znana tudi potem po rimskih najdbah, drugi steber turizma, ki se pa pač zdaj razvija v Ajdovščini, pa prav industrijska dediščina Ajdovščine. Ker gre za tako specifično tematiko, ki jo je težko postaviti v nek zaprt prostor, muzejski prostor, potrebovali bi hale, če bi želeli razstaviti vse muzejske eksponate, recimo z kakšnih tovarn, smo se potem odločili za malce drugačen koncept postavitve te razstave, in sicer in situ, tako da si lahko obiskovalci ogledajo vsaj kraje, kjer so delovali ali še vedno delujejo določeni obrati, in si potem lahko kaj tam seznanijo z zgodovino.
Končno podobo pa potem razstava dobila v lanskem oziroma predlanskem letu. No, zdaj to je 13 lokacij, ki smo jih izbrali kot tistih ključnih lokacij, za katere smo začeli, ki smo jih pač določili. Seveda lokacij je lahko več, jih bo več v prihodnosti, če se bo ta razstava še naprej razvijala. In sicer tam prav na začetku izvira Hublja lahko vidite, da so bile Fužine in potem naprej ob Hublju se naprej nadaljujejo ti obrati. Z barvno lestvico smo določili časovna obdobja delovanja teh posameznih obratov, se pravi zeleno so tiste obrati, ki so delovali med 16. in 18. začeli z delovanjem med 16. in 18. stoletjem. S ciklan barvo so tiste, ki so začeli v 19. stoletju delovati, obratovati, in potem v 20. stoletju so tiste, ki so z modro, in se že vidi, da tiste so že malo bolj samostojne, niso več tako vezane na reko Hubelj, ker so potem je že seveda razvoj elektrike in tako naprej. In Hubelj dobi sekundarni pomen. Zdaj, zato da razumete so to raznovrstnost dejavnosti, ki so se zgodili v enem takem tako majhnem agrarnem pravzaprav kraju, ki v resnici bližina, v 16. stoletju mu je bila bližina Gorica, in z druge strani, na kranjski strani mu je bila Ljubljana, še Sveti križ oziroma Vipavski križ, ki naj bi bil mesto, je bil takrat pač malce večji kraj. Bom šla zdaj na hitro skozi vse te posamezne točke in jih prav na kratko opisala. Prvo so Fužine, ki so nastale tik ob izviru Hublja v 16. stoletju. Sprva so tukaj proizvajali, se pravi so predelovali železovo rudo, izdelovali različne izdelke, železove izdelke in tudi orožje za recimo Gradišče ob Soči, izvažali so tudi v Trst, v Reko in tako naprej. Fužine zaradi različnih razlogov večkrat prekinejo s svojim delovanjem, bodisi zaradi naravnih nesreč, kot je burja, kot je recimo Hudourniška reka, ali pa tudi zaradi nelikvidnosti lastnikov. V začetku 19. stoletja pa takrat družina Šlegl poskrbi, da zopet zacvetijo, tako rečejo, da zacveti industrija, in sicer začnejo s predelavo bakrenih izdelkov, izdelujejo pa posodje, bakrene žice in kar je najbolj zanimivo, bakrene se pravi plošče za oblaganje ladij v Trstu, tako da so potem ladje imeli malo daljši rok trajanja recimo. Končale naj bi z delovanjem tik pred Prvo svetovno vojno po pripovedi, ampak jaz mislim, da tudi že prej. Potem naslednja tukaj so že ostanki Fužin danes. Potem naslednja je papirnica, gre za tak obrat, prvi manufakturni obrat v Ajdovščini sploh, ampak tudi prvi papirniški manufakturni obrat. Zgradil je Tomaž Kumar leta 1767 in gre pravzaprav že za eno tako večji obrat, kjer je že poznajo delitev dela, kjer se pri izdelavi papirja menjajo 3 do 4 osebe. Znana je bila po izjemno kakovostnem holandskem vijoličnastem papirju, za katerega je Humar tudi znašel patent, in njegov odjemalec je bila sladkornica na Reki, zato je tudi potem tako uspel in obogatel. Je pa tudi so izdelali v svojih najboljših časih do 39 vrst zelo kvalitetnega papirja. Nažalost pa je bila tudi kratkega veka, nekje tam okrog leta 1830 je potem prenehala z delovanjem. Nussbaumovi obrati so že v 19. stoletju, in sicer gre za eno družino Nussbaum, očeta in sina, ki sta najprej tam po tisti domačiji, je oče najprej naredil eno veliko žago ter mlin za čreslo. Bil je en izumitelj znan, ki je tudi sodeloval z različnimi podjetniki v Vipavski dolini. No, njegov sin Avgust pa je v tisti spodnji hiši najprej naredil tovarno testenin, ki je po 2 letih pogorela, in potem je v virih je napisano, da je ustanovil galvanoplastični zavod, ki je s pomočjo galvanizacije izdeloval bakrene kotle.
izjemno velikosti bakrene kotle, za kar je pa potem tudi potreboval elektrarno, tako da v bistvu si zazidal doma elektrarno na enoizmenični tok in tam potem izdeloval pač te kotle. 10 let po njegovi smrti so dejansko odkupili to stavbo, v njej naredili staro elektrarno na Hublju, rečejo danes domačini, upodobil je tudi eno pilo na 2 njegovih slikah, celo zaposlen je bil tam 1 mesec. Ta elektrarna je pa potem zaradi drsočega terena, takšno danes stanje, jo pač ni več, ne, vidi se samo še tam na koncu izlivni kanal in jez. Zaradi drsočega terena je potem počasi prenehala z delovanjem in zamenjalo je potem tudi med obema vojnama italijanska nova hidroelektrarna, ki so jo zgradili Italijani. Potem še 5 minut, potem so tukaj še Pale, kjer sta delovala mlin, en mega mlin, mehanični mlin in pivovarna, ki sta med prvo svetovno vojno se tukaj naselila potem avstrijska vojska, po prvi svetovni vojni sta potem praktično so zgradbe zrušile, ne deluje več nič. Johmanov mlin v centru Ajdovščine, ki je začel delovati 1867, mogoče nekaterim ta letnica malce zazvoni, ko se spomni na Mlinotest. To je bil valčni mlin, ki namesto, da je pač imel valčke na kamen, ki namesto so imeli tako, so začeli z novo inovacijo in so začeli mlinske kamčke, pač hitim žita, potem mlet na tak način. To so danes njegovi ostanki. In Ajdovska predilnica, prva tovarna v Vipavski dolini, ena prvih predilnic na naših tleh, ki je začela z delovanjem 1828. V 19. stoletju je dvakrat tudi pogorela, konec 19. stoletja pa je prevzela družina Brunner, to je predilnica med prvo svetovno vojno, ki se je spremenila v bolnišnico takrat, vojna je prizanesla. Brunnerji pa so potem skozi različne oblike družb jo potem upravljali z njo še med obema vojnama, ko konča z delovanjem. No in potem po drugi svetovni vojni se v njej potem začne tekstilna industrija oziroma podjetje Tekstina Ajdovščina. Zdaj bom na hitro naštela, še danes deluje ta tekstina, sicer je organizirana. Potem recimo v drugem delu predilnice začne z delovanjem Fruktal, jaz mislim, da te podjetja poznate. Mlinotest v starem Johmanovem mlinu začne z predelavo testenin in se potem preseli na drugo lokacijo. Potem je Lipa Ajdovščina, ki je začela z delovanjem med obema vojnama. Takrat je Antonio Rizzato, tako mu je burja razmetala deske, imel zelo uspešno žago. Po drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana in potem je pač nastala podjetje Lipa. Primorje Ajdovščina poznate. Ika je bila eno manjše podjetje, ki je izdelovalo uniforme po merih in te termične za hladilnice obleke. In potem še kovinsko podjetje, ki se je pač nastalo iz Primorja in se ukvarjalo z raznimi s ključavničarskimi izdelki, potem izdelovali so tudi različne opremo za bolnišnice, za ostala podjetja, tovarne in tako naprej. Zdaj še nekaj malo o razstavi, ker pač je zmanjkalo časa. Se pravi, tu so te table, ki so postavljene na različnih lokacijah. Vsaka tabla pač vsebuje ime, obdobje delovanja, namesto številčen teh tabel, da smo se odločili, da bomo rajši izrisali takšne piktograme, ki spominjajo na vsako posebno lokacijo, ker namreč obiskovalec se lahko kjerkoli zaleti v Ajdovščini v eno od teh tabel in to je zanj točka 1, začetna točka 1. Želja je bila neskončna, da se vsaj 1 ali 2 besedi napišejo o posamezni točki, da se malo razloži na tablah, zakaj se gre, ampak v Fužin recimo ne moramo v eni 2 besedah opisati 450 let zgodovine, Zato sem se odločila, da bom za vsako lokacijo našla kakšen citat, bodisi iz virov literature, bodisi iz intervjujev, ki se jih opravila in jih potem na tak način zapisala. No in potem še kam nas pripelje, zdaj pa ne moramo priti do spletne strani, zdaj še samo kam nas se ne da priti tukaj na spletno stran, se da. Kam nas pripelje QR koda, nas pripelje na spletno stran te razstave.
ki si lahko pač preberete vse v posameznih obratih. Zdaj recimo bom tukaj si vzela Fužine, recimo, krajšo verzijo teksta, tudi daljšo, malo bolj strokovno verzijo in na koncu lahko si ogleda arhivske vire, fotografije, ne. Smo pa recimo za te starejše obrate, kjer intervjuji nismo mogli opraviti intervjujev s takrat živečimi ljudmi, smo na podlagi arhivskih virov pripravili določene zgodbice, recimo kot je izsek iz pisma Jurija Šaplje, na kakšen način so takrat živeli Fužinarji in tako naprej, in jih pač posneli, medtem ko recimo, še toliko pokažem, recimo za Fruktal, ne, imamo tudi nabor fotografij, ne, in imamo potem recimo pričevanja takratnih zaposlenih, kaj mislijo o podjetju, kakšni so bili njihovi spomini, občutki in tako naprej. Še za zaključek, ta razstava ima možnost širjenja, jaz upam, da se bo prijela doma v lokalnih krajih. 6 so točke, ki se jih da pač postaviti, tudi vemo že za nekatere obrate, ki že v preteklosti, ki so ostali, ampak ne vemo točno kje. In da se bo potem pač tudi še naprej širila ta razstava in postala tudi neke vrste, pravzaprav nek arhiv pravzaprav industrijske dediščine v svojem lokalnem okolju. Tako, hvala.